to je bilo pa nadaljevanje tega, ne, kar sem že te leporele, pa to. Pol me je pa gospa Brenkova enkrat poklicala in se točno ne spomnim. Ampak rekla, da je ena od ilustratork, ki jih je takrat imela, pa ne te čisto glavne, Stupčeva, pa Gošnikova, pa Božičeva, ne, ena, ali je bila Marička Koren, ne vem, da je neki ona to delo prevzela, ampak da je nekam šla in da jo ne bo eno leto ali dve in da se gospodu Ribičiču, ki je bil že star in bolan, zelo mudi. In če bi jaz vzela, no, jaz sem bila presrečna, to je bila slikanca. In takrat sem še v šoli učila, ne, likovni pouk, in vem, da je v risalnici nekdo potrkal, ena punčka je šla odpreti vrata in prav, Tovaršica, en gospod vas želi. In jaz sem šla ven in pred vrati je stal stari gospod Josip Ribičič, dolg, suh, že star. In je rekel takole: veste, tovarišica Rajhmanova, jaz sem moral priti, ne mi zameriti, ampak vi ste tako neznani in še mladi in to je moja tako ljuba knjiga in ne vem, kako boste vi to naredili. Ja, sem rekla, jaz tudi ne vem, ampak če želite, bom par skic naredila, pa vam bom prinesla pokazati. No, je rekel, bi, prosim. No, in to sem naredila, ker takrat sem bila zelo pridna, takoj sem vse vzela v roke. In sem mu tja na Prule prinesla in je bil zelo zadovoljen in smo potem z gospo Rozi, njegovo ženo, skupaj večerjali in jaz sem to delo dobila. In baje, to sem pa potem v časopisu videla, ker imam še doma spravljen književni listi ali kaj je bilo, da je gospod Ribičič v bolnišnici dobil to knjigo stiskano in da je bil zelo vesel. No, pol je pa kmalu umrl.